Pujsa Pepa je na naših zaslonih že več kot 20 let. V tem času je oddaja pustila za sabo številne skrivnosti, ki nikoli niso bile razrešene. Danes bomo pregledali vse. Začnimo z vprašanjem, ki je v zadnjem času zmotilo veliko oboževalcev. Pripovedovalčev glas se je v tej novi sezoni spremenil. Danes je poseben dan. Na prvi pogled se to morda ne zdi nič posebnega. Ampak pomislite, v risanki Pujsa Pepa so se do zdaj spreminjali samo glasovi otroških likov. Ker otroški glasovni igralci odrastajo in ne moreš imeti najstnika, ki bi zavedno posojal glas 4-letniku. To je popolnoma logično. Ampak pripovedovalec je odrasel. Ni prav nobenega razloga, da bi zamenjali odraslega glasovnega igralca. Zakaj so torej to storili? Nekateri oboževalci menijo, da je to časovno sovpadanje zelo sumljivo. Prav okoli časa, ko se je spremenil glas pripovedovalca, so oboževalci začeli razvijati zelo zanimive teorije o tem, kdo pripovedovalec v resnici je. Ena izmed najbolj priljubljenih teorij je, da je pripovedovalec Suzin pogrešani oče, vsevedna nevidna figura, ki bdi nad vsemi, a je nihče nikoli ne vidi. Drugi verjamejo, da je pripovedovalec pravi mojster v ozadju celega Pepinega sveta, ki nadzoruje vse, kar se zgodi. In morda so ustvarjalci oddaje prav zato zamenjali glas pripovedovalca, da bi zmedli oboževalce in jih odvrnili od postavljanja vprašanj. Ker če bi obdržali isti glas, bi morda nekdo sčasoma ugotovil resnico. Torej, kdo je v resnici pripovedovalec? Še vedno ne vemo. A dejstvo, da so glas zamenjali brez kakršnekoli razlage, je res sumljivo. Kaj se dogaja z gospo Kravo? Poglejmo si to podrobneje. Na neki točki v oddaji se gospa Krava poroči z gospodom Bikom, kar se zdi povsem preprosto. Toda tukaj postane stvar nenavadna. V eni izmed prejšnjih epizod je gospa Krava videna na panoramskem kolesu z gospodom Medvedom. Samo ona dva. Kar postavlja očitno vprašanje. Kaj točno se je tam dogajalo? Je hodila z gospodom Medvedom še pred gospodom Bikom? Potem je tu še Karolina Krava, skrivnostni lik v ozadju, za katero skoraj vsak oboževalec verjame, da je hči gospe Krave. Karolina se je včasih redno pojavljala skupaj z gospo Kravo, a v zadnjem času je Karolina popolnoma izginila. Brez razlage, brez omembe, preprosto je ni več. Torej, tukaj je celotna slika. Gospa Krava ima skrivnostno preteklost z gospodom Medvedom. Poroči se z gospodom Bikom, njena domnevna hči pa je izginila brez sledu. Za stranski lik je okoli gospe Krave ogromno neodgovorjenih vprašanj. Ta vas bo morda spravila ob pamet, ko jo enkrat opazite. Notranjost hiše prašičje družine se nenehno spreminja. In ne govorimo o veliki prenovi, ki jo je hiša doživela med sezonami. Govorimo o enem določenem vratih ob stopnišču. V nekaterih epizodah ta vrata vodijo v klet, v drugih epizodah pa se odprejo v shrambo. In v nekaterih epizodah teh vrat sploh ni. Preprosto popolnoma izginejo, kot da jih nikoli ni bilo. Torej, kaj je za temi vrati? Je to klet? Shramba? Nič? Serija nam nikoli ni dala doslednega odgovora. Glede na to, da to družino spremljamo že več kot 20 let, bi pričakovali, da bomo vsaj poznali osnovno postavitev njihove hiše, pa očitno ni tako. In bolj kot se na to osredotočaš, bolj zmedeno postane. Tukaj je nekaj, o čemer verjetno nikoli niste razmišljali. Zakaj ne poznamo imen skoraj nobenega odraslega lika v Pujsi Pepi? Razmislite o tem. Skoraj vsak odrasel v risanki je preprosto imenovan mami, ati, dedek ali babica. A do zdaj nam je uspelo izvedeti nekaj imen. Pravo ime gospe Gazele je Gigi. Pozdravljena, Gigi. Zoprni zajec je Reggie. Ampak tukaj je velik zajec Reggie, to sem jaz. Očka prašiček je očitno Snufflekins. Objemi in poljubčki Snufflekins. In seveda teta Doti. Ampak zakaj so ostali skriti? Je to ustvarjalna odločitev? Ali nam oddaja namerno nekaj prikriva? Tukaj je vprašanje, ki se sliši preprosto, a postane bolj zmedeno, čim več razmišljaš o njem. Zakaj se Pepa nikoli ne stara? Oddaja je imela vsaj 6 božičnih epizod in več praznovanj rojstnih dni. Glede na vse, kar nam je serija pokazala, bi moralo od prve sezone miniti vsaj 6 let. Ampak Pepa je še vedno stara 4 leta. Vedno je bila stara 4 leta. Tukaj pa postane zanimivo. Potem, ko se je rodila dojenčica Evi, je oddaja prikazala celotno nosečnost mame Pujsa skozi več epizod, kar pomeni, da je na zaslonu minilo 9 pravih mesecev. Poleg tega pa začenjamo opažati majhne namige, da se čas morda končno premika naprej. George zdaj govori v celih stavkih. Tredold! Pepka je opazno bolj zrela kot v prejšnjih sezonah. To so znaki pravega napredka. A potem se zgodi nekaj, kar popolnoma nasprotuje vsemu temu. Dojenček Aleksander, ki se je rodil veliko pred Evi, je nekako videti popolnoma enako star kot ona. Če bi čas resnično tekel naprej, bi moral biti Aleksander starejši. Pa ni. Torej, ali čas v Pepkinem svetu sploh teče ali ne? Risanka nam hkrati pošilja 2 popolnoma nasprotni sporočili in iskreno, nimamo pojma, kateremu naj verjamemo. Vsi vedo, da je gospod Lisjak tat.
Poskušal je ukrasti dedku prašičku Kokoši, vzel predmete z otroške dobrodelne prireditve in prodajal pokvarjene igrače s praznimi baterijami. Dokazi so prepričljivi, pa vendar nihče ni storil ničesar glede tega. Policija ga ni aretirala. Ostali liki se z njim niso soočili. On se kar sprehaja po mestu, Pepa z velikim nasmehom krade vsem in mu vedno znova uspe pobegniti brez posledic. Torej, vprašanje je, zakaj? Ali mu nekako uspe, da ne pusti dokazov? Ali ljudje pozabijo, kaj je storil? Ali so vsi v mestu Pepa preprosto preveč vljudni, da bi kaj rekli? Resnično ne vemo. Tukaj je skrivnost v zvezi s teto Doti, na katero večina ljudi še ni pomislila. Vemo, da je sestra mame Pujs, vendar je pred 8. sezono nihče ni nikoli omenil. Niti enkrat. V hiši, kjer je odraščala mama Pujs, ni nobene njene fotografije. Dedek in babica Pujs nista nikoli omenila, da imata 2 hčerki. In tukaj je najbolj nenavaden del. Družina Pujs je že obiskala Združene države Amerike, kjer živi teta Doti. Pa je niso obiskali. Niti enkrat. Potem se teta Doti pojavi za zahvalni dan, popolnoma nenapovedano, ne da bi svoji sestri ali staršem povedala, da prihaja. Torej, kaj se pravzaprav dogaja? Zakaj je ta veja družine tako dolgo skrivala teto Doti in zakaj se zdi, kot da ji nihče v resnici ni tako blizu? Zdaj pa nekaj, kar bo popolnoma spremenilo vaš pogled na Pepin svet. Ste kdaj opazili, da je Pepa potovala v New York, Teksas, Italijo, Francijo in Avstralijo in v vseh teh krajih ni bilo niti enega prašičjega lika razen njene družine? Pomislite na to. Vsaka druga vrsta v risanki ima like, ki niso v sorodu. Povsod. Ampak prašiči, edini prašiči, ki obstajajo, so očitno Pepina ožja družina. In to je pripeljalo do teorije, ki je resnično zaskrbljujoča. Nekateri oboževalci verjamejo, da so prašiči v Pepinem svetu morda ogroženi, kar bi tudi pojasnilo, zakaj se zdi, da nekdo vedno pazi na Pepo. Morda prašiče varujejo pred popolnim izginotjem. Sliši se skrajno, ampak če dobro pomisliš, ima nek smisel. Zdaj pa se pogovorimo o kipu svobode. V našem svetu je kip svobode človeška figura. Ampak v Pepinem svetu, kjer so živali prevladujoča vrsta, zakaj sploh obstaja kip človeka? Najbolj priljubljena teorija je, da so ljudje nekoč vladali temu svetu, a so na neki točki izumrli. Živali so se nato razvile in prevzele oblast. Kip svobode pa je ostal kot opomnik na svet, ki je nekoč obstajal. Če je ta teorija pravilna, Pepa Pujsek ni le oddaja o zabavni mali prašičji družini. To je oddaja, postavljena v postčloveško prihodnost. In to je resnično ena najbolj vznemirjajočih idej, ki jih je ta oddaja kdaj po nesreči nakazala. In za zadnjo, pojdimo nazaj v hišo prašičje družine. Vsi poznamo glavni vhod v hišo prašičje družine. Nahaja se na levi strani in videli smo ga stotinekrat v vseh sezonah. Toda v epizodi Varuška se zgodi nekaj zelo nenavadnega. Mami in oči Pujsa se vrneta domov s svojega zmenka in vstopita skozi vrata za televizijo, vrata, ki jih prej še nikoli ni bilo. V stotinah epizod, ki se dogajajo v tej isti dnevni sobi, za tisto televizijo ni bilo še nikoli ničesar. Nobenih vrat, nobene odprtine v steni, nič, samo stena. In potem se nenadoma, od nikoder, pojavi popolnoma funkcionalna vrata in 2 odrasli prašički mirno stopita skozenj, kot da je to nekaj povsem običajnega. Oddaja tega nikoli ne pojasni, noben lik se na to ne odzove in vrata se po tej epizodi nikoli več ne pojavijo. Torej, odkot so prišla? In še pomembneje, kam so izginila? Torej, to so bila nekatera največja neodgovorjena vprašanja v Pujsa Pepa. In iskreno, oddaja traja že več kot 20 let in nam še vedno ni dala odgovorov. Morda jih nikoli ne bo. Sporočite nam v komentarjih, katero vprašanje vas najbolj moti.